Jurjevanje je največja prireditev v Beli krajini, hkrati najstarejši folklorni festival v Sloveniji, saj bomo v naslednjem letu organizirali že 60. jubilejni festival. Gre za preplet tradicije s sodobnostjo. Temeljimo na ljudskem folklornem izročilju, tako Bele krajine kot ostalih regij Slovenije, z gostovanjem folklornikov z celega sveta pa tvorimo multikulturni prostor prijateljstva in sožitja različnih kultur. Festival se odvija v drugi polovici meseca junija na različnih prizoriščih v starem mestnem jedru in ostalih lokacijah v Črnomlju, osrednji del prireditve pa se odvija v Jurjevanski dragi. Festival Jurjevanja v Beli krajini je bil prvi festival v Sloveniji, izveden po načelih Zero Waste. V letu 2016 smo izvajali aktivnosti za pridobitev znaka zelene destinacije Bele krajine in pri tem veliko sodelovali tudi z Ekologi brez meja. Ravno člani tega društva so nas navdušili z idejo, da postane Jurjevanje festival z manj odpadki oziroma Zero Waste prireditev. Prvič so aktivnosti stekle v letu 2017. Prvo leto smo koncept predstavitve izdelali skupaj z Ekologi brez meja. Veliko je bilo sestankov, pogovorov, dogovorov in prepričevanj, saj smo želeli uvesti nekaj čisto novega, kar pa ni lahko. Veliko lažje je bilo prepričati sponzorje, nastopajoče in druge kot pa gostince, ki so morali najbolj spremeniti svoj koncept prodaje hrane in pijače. Namesto plastenk stekleničke, namesto plastičnega pribora biorazgradljivi pribor, ločevanje odpadkov, namesto plastičnih kozarci pralni ali biorazgradljivi kozarci in tako dalje. Za lažje izvajanje aktivnosti v času festivala smo povabili k sodelovanju tudi prostovoljce. Tako kot pri vsakem uvajanju novosti, drugačnosti od utečenega, se srečuješ s težavami in problemi, vendar smo jih sproti uspešno reševali. Težave smo imeli predvsem v miselnosti. Sedaj smo morali nenehno razmišljati, da namesto plastike izberemo nekaj, kar ni iz plastike in ugotovili, da je zelo težko, saj nas je plastika čisto zasvojila. Da, ideja je bila dobro sprejeta. Ko pa smo pričeli z izvajanjem aktivnosti in nenehnim opozarjanjem, to ne bo šlo, ker je plastika, je bilo malo nejevolje. Vendar, ko smo poiskali alternativo, je bilo lažje. Še pred festivalom smo dali velik poudarek na obveščanje, da želimo na festivalu zmanjšati odpadke, predvsem kar se da iz festivala izključiti plastiko, torej plastiko za enkratno uporabo. Trudimo se, da vsako leto izvedemo naslednje. Po prizorišču namestimo več ekoloških otokov za ločevanje odpadkov, za nastopajoče folklorne skupine nabavimo steklene bidone v izogib plastenkam vode, ki so se v preteklih letih delili nastopajoče. Gostinci izdajajo hrano in pijačo v biorazgradljivi embalaži, pijačo v plastenkah smo zamenjali s stekleno embalažo, za nastopajoče v zakulisju poskrbimo za vodo iz pipe, za obiskovalce je možen nakup steklenih kozarcev s kavcijo, po prizorišču pa namestimo pitnike in pipe, da si obiskovalci lahko natočijo vodo. Da, odpadki na festivalu so se zmanjšali, predvsem pa smo začeli odpadke ločevati. Dejstvo je, da z organizacijo festivala nastajajo tudi odpadki. V organizacijskem odboru si prizadevamo, da je teh odpadkov čim manj, predvsem pa, da zmanjšamo oziroma izničimo plastiko za enkratno uporabo. Še vedno pa opažamo, da obiskovalci, na primer, biorazgradljive kozarce odlagajo v koš za plastiko. Dejstvo je, da ni toliko odpadkov po samem prizorišču, ko se program zaključi. Če že je kaj odpadkov, to ni plastika. Večji del odpadkov je tudi ločenih, recimo okoli 70% le-teh. Da, v prihodnje si tudi želimo še nadgraditi že utečene aktivnosti, kot so na primer strežba pijače v izključno steklenih kozarcih in podobne aktivnosti. Vsaka promocija pripomore k bolj ekološki ozaveščenosti obiskovalcev, tako da verjamemo, da tudi naša prizadevanja pripomorejo k temu.
turistična destinacija Bela krajina, ki zajema občine Črnomelj, Metliko in Semič, je od leta 2016 vključena v zeleno shemo slovenskega turizma. Ena izmed glavnih aktivnosti destinacije je tudi promocija koncepta Zero Waste dogodkov in s tem spodbuda za vse ostale dogodke v občinah. V letu 2024 bomo oblikovali belokrajinske zelene smernice, kjer bodo opredeljeni koraki za izvedbo dogodkov z manj odpadki oziroma po konceptu Zero Waste. V bližnji prihodnosti je v načrtu, da gredo po smeri Zero Waste tudi ključna festivala Vinska Vigred ter zaključek poletja na Semiškem placu. Prav tako vsi dogodki, ki jih prirejajo občine oziroma javni zavodi v Beli krajini.